uporabljamo za pridobivanje slikovnih informacij iz zraka za podporo poveljnikom v taktičnem nivoju vod četa pri odločanju, v smislu izvedovanja, v smislu spremljanja situacije na terenu. Prav tako smo jih uporabili za potrebe zaščite in reševanja ob letošnjem žledu in poplavah na Planinskem polju, kjer smo pridobili fotografije oziroma posnetke poplavnega območja, eventualnih razlivov gorilnega olja, ostalih teh zadev po vodi in pa poškodovanost električnih daljnovodov na trasi od Pivke do Postojne. Prav tako smo sodelovali že tokom let z različnimi enotami za potrebe pridobivanja tega slikovnega materiala, da so ocenili stopnjo maskiranosti enote oziroma pravilnost razporeda na zemljišču in podobno. Naša enota uporablja brezpilotne letalnike kategorije Mini, katerih osnovne lastnosti so, da imajo uporaben doseg nekje do 10 km in so v zraku nekje do 2 uri. Pokrivamo taktični nivo. Letalnike uporabljamo na več načinov, in sicer vzletajo lahko s pomočjo katapulta, v primeru, da imajo podvozje, lahko vzletijo s trde utrjene površine preko koles, oziroma v slabih terenskih pogojih, kjer ni dovolj velikih površin, se lahko vzleta tudi na ta način, da se jih vrže z roke. Med samim letom se lahko upravljajo z postajo za vodenje ročno, kadar so v vidnem polju, če pa so ven iz vidnega polja, se jih pa vodi preko avtopilota, kateri so vgrajeni v teh letalnikih. Pogon letalnikov je izveden preko elektromotorjev, kar jim na višinah, na katerih se uporablja med 100 in 300 metri nad tlemi, daje na nek način nevidnost, ker letalo na tej višini s tem pogonom se ne sliši. In če ga ne slišimo, ga tudi ne iščemo s pogledom, kje je, kar pomeni, da je v bistvu nevidno. Nahajamo se v vozilu, ki je namenjeno kot premična zemeljska kontrolna postaja za nadziranje in spremljanje brezpilotnega letalnika, kadar je v zraku, prav tako za programiranje samega poleta in pa za spremljanje slikovnega materiala oziroma filma, katero nam posreduje letalnik. Na levi delovni postaji se nahaja program za spremljanje avtopilota, kjer se programirajo parametri leta, izdela se načrt poleta, prav tako pa se skok samega leta spremljajo podatki, katere nam preko telemetrije pošilja letalo, višina, smer, hitrost, stanje, baterij in podobno. Na desni postaji pa se spremlja slika, film, katero nam neposredno pošilja preko daljnika kamera iz letalnika in pa preko upravljalne konzole se kamera usmerja levo, desno, se zoomira in podobno. Hkrati se v slikovni material shranjuje na računalnik, tako da se lahko potem tudi kasneje z drugimi orodji še dodatno obdeluje.